Hop. Zdaj imam tukaj dve kamerice. Zdaj bom pa začel. Še enkrat lep pozdrav vsem, ki ste se ob tej zgodnji uri zbrali. Mogoče je malo prezgodna ura, čez 2 ure bi mogli tole začeti. Zunaj še kar tolče tale vročina. Ampak tale zadnja četrta konferenca, bolj predavanje, je tradicionalna, četrta po vrsti. Za en mesec smo zakupili tele Zoom aplikacije. Oddelali, saj jaz sem oddelal ta 4 predavanja, prvič moralno razsojanje, ki bo deloma tema tudi danes. Pravi moški mora biti moralno razsojen. Teorijo zarote smo obdelali, psihoanalitična tema. Interpretacijo teorije zarote, to še nihče ni na tak način speljal, kot sem jaz. Pa tudi tole o umetnosti. Si nihče ne upa na tak način govoriti o umetnosti, kot sem jaz prejšnji teden razpravljal. Zdaj nisem pa vsega povedal, da sem zdaj začel na našalnih blodnjah govoriti v kontekstu modernih umetnikov, nisem si upal oziroma nisem. Imam pa nekaj tekstov na to temo in nisem zadnje besede rekel o tej umetnosti, abstraktni umetnosti. Danes je pa tematiziran feminizem, se pravi moja tema, vodepovska tema. Veljam za slovenskega Jordana Petersona na področju tega antifeminizma oziroma konzervativnosti v povezavi s spoloma, dvema spoloma. Se pravi, teorijo zarote vam z rokava stresam, kritično jo obdelujem v eni reviji Vzgoja. Vem, da sem en tekst zdaj napisal, ker sem zgodovino teorije spola obdelal. Nisem bil jaz edini, tematska številka je bila, če boste kdaj dobili v roko. Malo je konzervativna oziroma krščanska ta revija, ampak Vzgoja se splača prebrati. Naj rečem, da smo mi 2017, maja, sredi maja, organizirali na mojo pobudo Zimske urice seminar s točno takšnim naslovom, kot danes to predavanje, konferenca naslov, Pravi moški in normalne ženske. Takrat je bil vik in krik v teh feminističnih vlogih, še posebej zato, ker sem imel eminentno zasedbo predavateljev. Vesna Vuk-Godina v prvem planu, Andrej Perko je bil, potem sem dobil neko misico, dobro poznavalko, psihoterapevtko Barbaro Sarič, Černelič se mislim, da je nekoč pisala, zelo dobro je obdelala eno freudovsko temo, psihoterapevtka tam neke Univerze Sigmunda Freuda. Boštjan M. Zupančič ni imel takrat časa, pa moja malenkost, jaz sem bil dialog tistega kongresa ali pa seminarja. Vesna Vuk-Godina je doživela velike pritiske v smislu ne boš vode po štango držala in je na dan seminarja to odpovedala. Zdaj, zakaj to je en pravi moški ne bi odpovedal? Če jaz dam obljubo, to pa je že tema današnjega predavanja, če da moški obljubo jo za vse na svetu obdrži. Ne bo zdaj požrl besede, če obljubiš. Vesna Vuk-Godina na dan seminarja to malo odpovedala. Potem sem pa jaz njene teme z lahkoto jaz predal. Ampak boljše, da to ženska govori o antifeminizmu, ker namreč tema tudi današnja je antifeminizem. Antifeminizem je že po svoji definiciji politična tema, zato ker je feminizem v svoji osnovi politična domena, gravitira v politični diskurs, se pravi, simpatizira feminizem z levico, z malo pisano in z veliko pisano. Glavne feministke v bistvu domujejo v Sloveniji v SD-ju. SD je motor slovenskega feminizma, ker SD ima pod kontrolo vse družbene podsisteme, v katere so infiltrirane številne ženske, ki jim jaz tako ljubkovalno rečem moškinje, ljubkovalno, teoretsko jim to rečem.
In ta politika je zažrta v družbo skozi feminizem na zelo ponesrečen način. Pač feminizem je ena sama ideologija, da ne bi kdo mislil, da je to kakšna znanost. Ne. Niti ni teorija, to je ideologija. Teorija, ki kritizira feminizem, je pa psihoanaliza. Ta psihoanaliza feminizmu prizadene smrtni udarec, če se Freuda dobesedno bere, če se ga razume. In jaz bom skozi Freuda poskušal danes čim več povedati, kdo je pravi moški, katere so normalne ženske, kaj je atribut te ženske normalnosti, pa tega pravega moškega. Ampak v končni fazi bo vse gravitiralo v feminizem. Zdaj moram reči, da sem jaz napisal 2011 tolo knjigo o spolu. Jaz bom rekel, to je kultna knjiga. Ne? Če bi ljudje vedeli, oziroma vsej tisti bralci, ki to kupijo ali pa ki berejo, vedo, koliko je to pomembna knjiga. Ampak ta knjiga ne sme nikamor iti, ne sme biti promovirana. Sesul sem 2 družinska zakonika, 2012. Moja kampanja se je imenovala Za pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa. Ne? In jaz sem tudi v letu 2015 imel kampanjo, samostojno kampanjo, Levičarji za pravice otrok do očeta in matere. Tudi to sem poskušal s to knjigo ljudem dopovedati, predvsem levičarjem, da otrok rabi moškega očeta in žensko mamo, zato, da se otrok plasira skozi svojo psiho v odraslost na nek normalen način, da ima trdno osebnost, da ima psihične lastnosti takšne kot se šika, oziroma takšne, da nima tesnobe, da ima zdravo testosteronskost, če govorimo o moških, če pa ženska, pa da ve, kdo je pravi moški. Se pravi, vse to je mogoče, če se v primarni družini z obema nasproti spolnima staršema gor spravlja tega otroka. Če se otroku zgodi primarna družina, ki je dovolj dobra, ne rabimo blesteti, ampak moramo biti dovolj dobri. Ker če smo preveč slabi, se mentalna slika otrok v fundamentih poruši in potem pride človek v odraslost zblojen. Zato, da se to ne bi zgodilo, sem jaz opravil neko moralno dolžnost in sem svojim, tako rekoč političnim somišljenikom v enih kontekstih skušal dopovedati, da otrok rabi za mentalno zdravje, ki se bo zgodilo v odraslosti, moškega očeta in žensko mamo. Nadaljevanje te prve knjige, ki ni športna, prva, ki ni športna, nadaljevanje knjige je pa potem ta prvi spol, kjer sem poskušal na nek način demolirati Simone de Beauvoir. To je, ne bom rekel avtorica teorije spola, ampak pionirka feminizma ali pa pionir feminizma, ker je bolj moškinja, torej bila je neka militantna lezbika. To, tisti, ki se malo spoznate, to ni kar partnerica Jeana Paula Sartreja, ampak je bila militantna lezbika, ki se je lotila kritike Freuda na temeljni točki, v kateri bom jaz tudi danes pretežno govoril, se pravi na Oedipovem kompleksu. Simone de Beauvoir je 2 let pisala, od leta 1947 do 1949, je pisala to knjigo, to je elaborat, to je 1000 strani, torej feminističnih strani, in večina tega njenega feminizma se osredotoča na sesuvanje Freuda. Na zelo ponesrečen način in to kritiko sem jaz elaboriral v tem prvem spolu. Zato, ker so ženske prvi spol. Ste ženske prvi spol. Mogoče sem bil jaz v teh kritikah, ki sem bil deležen, ko sem bil na 35. slovenskem knjižnem sejmu, ko mi je Domen Savič tam harakiri delal, ko so mi hrbet kazali, veste kdo? Ti anarhisti, ki so danes kolesari, ali pa jutri bojo 11. že, so bili tam, ampak 15 do 20 jih je bilo, 20 mojih nekih pristašev in oni so mislili, ko jaz pišem v prvem spolu, da govorim o moških.
opozicija Simone de Beauvoir, češ, da so ženske drugi spol, jaz pa govorim, ženske so prvi spol. Potem so bili vsi zbegani tam, ne. Mislim, mene so policisti varovali. To so naredili vse, to so me žalili tam Miha Kovač na Odmevih, ne. Jaz se nisem mogel braniti, ne. Tani Starič, ne. Zelo perverzno, ne. Mimogrede povedano, nacionalna televizija je edina enklava feminizma, kjer še poglavarka, generalna direktorica, zdaj je Igor Kadun sprejel, nek Marko Fili, da še ni bila ženska, ne. Bila je predsednica vlade, Alenka Bratušek, zdaj predsednica države, ne vem, po mojem ne bo. Če Barbari Brezigar ni ratal premagati takrat Drnovška, po moje predsednica države, se pravi mama naroda, še nekaj časa ne bo ženska. Ampak ta nacionalna televizija, ki je tako, mislim, levo pristranska, profeministična, doslej še ni imela ženske na vodilnem tem položaju. Ženske so bile povsod, so policajka Ermenčeva, ne, kaj je vojakinja bila, generalna vojakinja, poglavarka vojakov, pred tem zadnjim Alenka Ermenc, Tatjana Bobnar je bila vodilna policajka, prej so bile že ministrice vojakov in policajev, že ženske, Jelušič, celo Katarina Kresal, vse so to neke leve ženske, ne, ali pa, bom rekel, ljubkovalno leve moškinje, ne. In ta feminizem je problematičen, ne, in tukaj je močna zdaj pa ta knjiga, ne, Prvi spol, kjer elaboriram, zakaj je feminizem smrtonosen. Zato, ker se suva možatost v moških, ne. Problem feminizma je, da simbolno kastrira moške skozi sistem. Ne. Sistemsko uzakonjeno je, da se skozi teorijo spola enačita. Zdaj to učinkuje na družbo in na družino. In ti simbolno kastrirani moški, ki niso pravi moški, ne morejo vstopiti v družino kot nekastrirani, in če so simbolno kastrirani, ne morejo očetovati svojim otrokom. To je zdaj bistvo negativne ali pa smrtonosne vloge feminizma. Da simbolno kastrira, kastracija veste kaj je, to vulgarno rečeno moški brez kurca. Ampak na simbolni ravni, v nekem nezavednem, je brez falične moči, brez pozicije, brez denarja, brez službe, brez položaja moči in oblasti. Ta simbolna kastracija se je zgodila v sistemu, v družbi, in slovenski feminizem je v rangu norveškega oziroma skandinavskega, Srbi nimajo tega feminizma. Hrvaška ima močen feminizem, Bosna nima feminizma, ne. Črna Gora tudi ne, kakšni Kosovo tudi ne, Makedonija, ne, se pravi muslimanski svet sploh nima, ne, feminizma, ker tam je Koran pa res sovražno nastrojen do žensk. Ampak ta družina, ki je kontaminirana s feminizmom, pomeni, da v družino stopita dva spola, moški in ženske, očete in mame, in če je mama tam poglavarka družine, če nosi hlače, ne, če enakopravno odloča, se pravi ta petelin na eni strani, pa petelinka na drugi strani, ne. Zdaj ne rečem, da mora žena biti tam kura, ne. Ni zdaj ta prava primerjava, ampak petelinka ne sme biti, ker ne sme kastrirati tega petelina. Ta petelin mora imeti tam glavno besedo, ampak po ovinkih, ženske to znate, krog mezinčka jih zavrtite te svoje može, in če je moški ta prav, se bo uklonil ravno želji svoje, ali pa hotenju, nameri, ideji svoje žene. Ker mu je rodila otroka in pravi moški spoštuje ženino vlogo oziroma voljo, ne. In če ima ženska neko željo, o tem bom pozneje govoril,
moški uživa, če lahko to izpolni. Pravi moški. Zdaj, če imate neke beta zagamane gama samce, ne, če nimate alfa samca, a ne kvazi alfa samca, ne bleferja na sivem oslu, ampak onega te pravega deca, ne, mogoče lahko vsako željo infiltrirale tam nezavedno in on misleč, da je to njegova odločitev, bo v resnici to ženina odločitev. To feminilne, normalne ženske to znate. Ampak ne une ženske, ki vseka po mizi pa reče, po moje bo. Ne. Na tej točki ga pa kastrira. In moški, recimo, da glavo dol, ne, skesano, če ne more zajakulirati 1500 evrov v družino, tam sam enih 300 jih zadrži za sprot, ali pa 500, enih 1500 moraš pa ti dati v družino, ženi v skupno kaso, pa reči, evo, zdaj pa zapravljaj. Ne. Te novodobne moškinje imajo rade svoj denar, so emancipirane, imajo kariero, imajo veliko denarja, ker so te ženske kot študentke ali pa kot dijakinje že, kot učenke, bolj pridne. Kje češ ti tiste atomske bombe ured spraviti? Ne, jaz imam 2 atomski bombi, se mi zdaj nista doma. Ne, to faksa, ne bo šlo. Ne. Oči, ne bom jaz zdaj to dal vse skozi, kar si ti dal. Ne, jaz sem bolj pameten, kot si ti s profesori. Ne, mi reče en tip, ima ego več kjest, ko vesolje. Ne. In pol ženske, dekleta so pa pridne, ne, punce od mojih 2 sinov, obe faks, ne, magisterij, ne vem kaj še vse. Ne, zdaj upam, da se mojim otrokom poklopi življenje tako, da bo ta več zaslužila kot te svoje lepše polovice, njune lepše polovice. Ker če moški manj zasluži, to prije temeljna simbolna kastracija, ne, te emancipiranke imajo več denarja. Ne, to pa tih, ne, imaš pa ti bi, če ti ona 2000 evrov vrže na mizo, ti pa s 500 evri socialne pomoči pečnariš, ne, ti pot, nimaš pravo glasanja, ti reče, če ima pa še jezo do lastnega fotra, pa si pa gotov si, ne, pa se pa na tapeti takoj ločitev, ne, in v trenutku, ko se pa zgodi ločitev, ne, potem so pa otroci, ne, dobro si zapomnite, zjebani do konca življenja, če se starši ločite. Nobenega pravega moškega ne more iz ločene družine ven priditi. Nobena normalna ženska, se pravi, ki nima normalnega harmoničnega odnosa s svojim očetom, to ob sredah, pa vsak 3. vikend, to ni nič. Ne, v ločenih družinah so zaznamovani otroci tako, da če bi tisti, ki se nameravate ločiti, vedeli to, kot jaz vem, se nikoli na svetu ne bi ločili. Oziroma, včasih se pač ne da. Včasih je ločitev, izhod v sili, ki je bolj primeren kot vztrajanje. Res je, včasih. Ampak teh primerov je bistveno manj kot teh ločitev na vrat na nos. Pol Trbovlje ločeni, za prazen nič, za kos poscanega mesa se ločujejo. Ne, sem imel jaz svoj čas v vrtcu, tu sem imel vse vrtičkarje v mali šoli. Sem točno vedel, kdo se doma ločuje, ker otroci so bili totalno razštelani. To so se kar v telovadnic polulali, da ne govorim, kaj je bilo po noč. To so scali skozi. Ker takrat, ko se je poscal, sta starša prišla, pa sta bila blizu. Ne, prej sta se pa kregala, tako pes pa mačka. Ne, otroci so z ločitvijo zaznamovani. In te emancipiranke pa tega ne vedo. Ne, pa pride vse objokane, tam malo pri 15 letih, v prvem letniku je rekel, da bo nehal v šolo hoditi. Jaz ga pa ne morem prepričati, ja seveda ga ne moš. Foter ga mora v red spraviti. Ne. Zdaj mi pa tule, tale datoteka na Facebooku mi je malo zjevala, tako da tale Facebook, če se mi je slučajno zjebal, se opravičujem. Jaz bom predal naprej, ker se snema na Zoomu, tisti na Facebooku se vam opravičujem, če bo tole ven metal. Imam spomina več na telefonu, pa ne znam, nisem tehnični tip, sem strokovnjak za žensko željo. Pa tudi za moške tudi vem, kaj se pri moških dogaja. In se pravi, te moškinje zasvinjajo družbo tudi tako, da se infiltrirajo
v družbene podsisteme, tam so neke direktorce, ko treba neko normalno odločitev sprejeti, moškinja ne zna normalnih potez vleči, če je na vodilnem položaju, ne zna. Zato, ker njene strukture moralnega odločanja, njihov nadjaz, ni ta prav. Nima kastracijske bojazni, ne, se pravi, nima lulčka, ne da se ji odrezati tega lulčka. In njeno moralno razsojanje je, bi rekel, popačeno. In če je na vodilnem položaju, vleče napačne poteze. Saj ne rečem, te neki predoidipalci, se pravi neki narcistični psihopati, tudi na vodilnih položajih so navadno, ne? Tudi ne znajo pravih potez vleči. Ampak ta feminizem proizvaja po tekočem traku ravno psihopatske moške, patološke narcise, ki prihajajo iz ločenih družin, s simbolno kastriranim očetom ali pa odsotnim očetom. Ti psihopati, narcistični, nimajo moralnega kompasa, ki notranjega v nadjaz, nimajo. Imajo problem nerazrešenega Oidipa, so predoidipalci z materinskim nadjazom. In take moškinje na vodilnih položajih, pa te psihopatski narcisi, spet mi piše, naj izbrišem datoteko, evo, zbriši. Zdaj se jaz še enkrat opravičujem, čiščenje, ko naj zdaj rečem, ne. Ne vem, kaj naredim. Nadaljuj. Se opravičujem tem na Zoom konferenci, ker tam na Facebooku vas je več, ne, zato pač poskušam nekaj ven potegniti. Čeprav to predavanje sem posnel na YouTube, da lahko tam gledate, ampak tukaj bom bolj udaren. Namreč kolaps družbe se nam lahko dogodi, če bojo nepravi moški, zagamani beta samci na vodilnih položajih. Lažejo, kradejo, nimajo moralnega kompasa, družbo zadane anarhija, kaos. Se pravi, moški na vodilnih položajih, če nima moralnega kompasa, če ni pravi moški, gotova je družba. Kolaps sistema, aritmetična sredina prijetnosti življenja v družbi se zniža, ker niso ta pravi alfa samci na vodilnih položajih. Ok, zdaj bom, še kar mi ga jebe tale, ne vem, kaj naredim. Jaz se opravičujem tistim na konferenci. Sorry. Ne vem, kaj naredim. Mogoče bi vseeno vzel minuto pauze, da bom šel z nekim drugim telefonom na Facebook. Se opravičujem. Če mi to rata, vmes bom govoril, no. Vmes bom govoril, kje sem ostal, malo imam nekih plonk cegelcev. Skratka, problem Oidipa je v tem, da če otrok ne razreši Oidipovega kompleksa s prisotnim očetom in nežno mamo, močnim očetom in nežno mamo, se mu datoteke v BIOSu porušijo. Ima, kako naj rečem, virus v BIOSu in ko tega Oidipa vleče v odraslost, se mu v odraslosti vse poruši. V odraslosti je tak moški kontaminiran s tem ponesrečenim Oidipom. Sorry, ker malo brskam zdajle, kje pa je zdaj ta. To imam en drug telefon imam. Več vas je na Facebooku, pa bom poskusil Facebook vzpostaviti. Govorimo o Oidipu in pravem moškem. Pravi moški so tisti alfa samci, ki držijo obljubo, ki so vztrajni, ki zajakulirajo družino 1500 evrov, če imajo srečo, da imajo dobre službe, ki so falični, napadalni, testosteronski,
ki so konsistentni, so pošteni, so nezlomljivi, ne varajo, ne? Zato, ker imaš tisto žensko, ne vem, ki ti rodi otroka ali pa ki ima neko simbolno zastopstvo matere, si vdan, si na nek način lojalen. Tudi, če se jo naveličaš, tisti monoton seks, ki je, ga imaš za dobrega. Pismo, zdaj pa ne znam tele v live jet. Video, a Bog je v živo. Še vedno se tele mučim, rad bi šel v živo. Z nekim drugim telefonom. Sorry, ker me tole res, tam jih je na Facebooku veliko več, ker vsi mislijo, da Zoom konferenca je slabši prenos, slabša slika, tako da zdaj bom jaz probal z drugim telefonom, ali mi je rad, ali mi ni, ne vem, z drugim telefonom prenašati še enkrat v živo, pa se bom vrnil Hojdipu. Vse vem, še enkrat opravičujem. Začni video v živo. Še malo počakam. Če bo delal bo, če ne pa se mi zdi, da nekaj se pa zdaj dogaja. Kam je pa tukaj obrnjeno? Na napačno smer je zdaj to obrnjeno. Kje bi pa je zdaj to obrnil? Sam malo. Am takole obrnil. Grem sam preveriti. Sam malo. Mogoče mi bo vse ratalo tole. Da se vrnem v živo na Facebook z drugim telefonom. Zdaj pa manj da dela. Skratka, kaj determinira pravega moškega? Osebnostne lastnosti, ki jih ženske dobro poznate, kar pomeni, da je moški dajajoč. Dajajoč je zato, ker so dajajoče njegove genitalije. Tukaj je temeljna točka, ki feministke muči, namreč moški ima zaradi dajajočega penisa vlogo, da daje. Če ima denar, ga zajakulira točno v družino. Pravi moški daje denar ženski, ker ženska ima pa sprejemajoče genitalije. Normalna ženska želi od moškega dobiti varno zaščito, denar in seveda organ, ki njej na telesu manjka. In pravi ženski se ta oidipalna faza naveže tudi na postoidipalno fazo. Ok, na eni točki se vsem otrokom oidipov kompleks, odnos do očeta pa matere naveže na oralno fazo, na ozrtje mamice, dobro dojko, si blažen, ko vidiš to lepo mamico, si pomirjen, si optimist rataš, ker je mamica vedno tam, pride dobra dojka in mora mamica priti. Ne sme zdaj tam nekje ti kosmat z imenom oče, prid pa dojit s flaško, niti stara mama. Mora biti mamica, zato da otrok v odraslosti, moški in ženske, razvija optimizem. Mora biti tam mamica. Ne more očetovski dopust tam obveljati, kar si želijo feministke. V analni fazi mora mali sralec, deček in deklica, kilo dreka dati ali pa pol kile.
mamici v kahljico, mamica je tista, ki reče otročičku, hvala, priden si, pridna si, joj, kako si lučkan, pridna, Vse to se mora zgoditi z mamico. Razumete to? V postdipalni fazi mora deklica imeti odnos s svojim očetom harmoničen. Vse do pubertete, harmoničen, tudi v puberteti. Tam se zna zalont, ker je očka pa tam ljubosum, ker točno ve, mladi fukfehtari, eden ti jo bo slejko prej nažgal. In ne smeš ti zdaj tej punci pohoto znižati. Tako, da jo prikleneš doma, si, ne vem, glej, igrej klavir, ven ne bo šla. Pri 13, 14, 15 letih to se punca meša od pohote. Fantki so še bolj lulibuci, ne? Tam s tistim luličkom se ne ve točno, za koga ima. Za lulat pa tam neki bo še šaril, to še ve, da bo. Ta prava pohota se moškim zgodi pozneje. Ampak ta prava pohota ima še določene zadržke, določen sram. Prave moške je v enih trenutkih sram. Pri napadanju, rab doping. Ne? Vem, da je nek mit teh gusarjev. Neustrašni, totalno so bili, neustrašni. Bali so se pa žensk, ker so bili tako sramežljivi. In svojvrstni užitek normalnih žensk je, ko alfa samca ukroti. Noben ga ne more, samo ženska s svojo feminilnostjo te ohromi. In če ženska reče, takole bo, ne, ali pa takole bo, ne, to naredi po enih ovinkih. Ne, in če te dobi v teh posteljnih radostih, ne, alfa samec, ki ga noben ne more zlomiti, ti ga tam tista samička, nemočna, te olupi, ne. Vulgarno rečeno, ti ga tako pofafa, da si gotov za cel življenje. In če se ti ženska enkrat seksualno preda, potem si njej večni dolžnik. Če je ona v stiski, jo moraš reševati. Tudi če je bivša ljubica. Ne, to je Nataša H, ne, pa tam nek Šarec, sej dvomim, če sta kaj imela. Ampak če sta imela kak flirt. Moralna dolžnost pravega moškega je, da pomaga ženski, ki mu je nekoč dala telo na uporabo. Ne? Normalni moški ve, kaj je njegova dolžnost. In ve, česa se boji. Se bojiš nemočne ženske, ženske solze, pa seks bombe. Se pravi, ko se una žgala, ti pa ne moreš več. Pravi moški se ne boji. Ana Tavčar in rekla, se bojimo močnih žensk. Kakih močnih žensk? Pravi moški se boji, da ženski ne more izpolniti želje. To je nočna mora pravega moškega. Ne? In pravi moški tudi uživa neizmerno, ne ko se tam dol daje, pa doživlja ne vem kakšne orgazme, v ne vem kakšno luknjo. Pravi moški uživa, ko zadovolji ženski željo. Ko ti tam žensko tako nažgeš, da tuli ko zverina, potem je to boj za moško dušo. Potem se ti svet odpre, potem si toliko zadet od tega, ker si ženski izpolnil željo. In to je tista želja, s katero si je mali Odip ukvarjal svoj čas, ko je očka spal z mamico. Očka je spal z mamico. Ne mali Odip z nadomestnim objektom, z medvedkom, s punčko v svoji postelji. Z mamico mora spati oče, biološki oče, ne tam jebač, nek očin. Ne? In mali Odip se mora ukvarjati s temeljno fantazmo, s temeljnim problemom. Kaj je na očku takšnega, da ga ima mamica raje kot mene? Katero željo očka izpolnjuje mamici, da mamica z njim spi, ne z mano? Zakaj ima mamica raje očeta kot mene? Sej, hec je, da ga nima, ne? Hec je, da ima sinkota raje, ne? Ampak spita in morata spati mamica in oči. Ne, da mamica sama spi, ali pa da spi s sinčkom, ne? Pa da v ločenih družinah vsako sredo je pa očka pride tam, pa se malo objame, ne vem, ali s čirko ali pa s sinom, pa vsak tretji vikend.
Miselni sistemi se ne formirajo, formatirajo v biosu na ta prav način, če očka ne spi po noč z mamico, če ji nekaj ne počne. Mali Ojdip mora biti poražen strani očeta v boju za mamico. To se mora zgoditi, zato da se mu malemu Ojdipu zgodi moralno razsojanje. Kastracijska bojazen se mu mora vrniti tako, da v odraslosti med lušen pa prav, lušen je kraditi denar, prav pa ni. In ti moraš stopiti na stran tistega, kar je prav. In če si doživel temeljni poraz svojega otroštva, se pravi poraz strani očeta v boju za mamico, se tvoji miselni sistemi pravilno obnašajo. Tako je prav. In v ločenih družinah se to ne naredi. In iz ločenih družin ne morejo priti normalno otroci ven. Svoj čas so otrokom, dečkom brez očeta rekli pankrti. Kdo pa so pankrti? Jer to so fantje, ki so lagali, ki so kradli, ki so bili promiskuitetni, vse je bilo narobe z njimi. Stari ljudje so vedeli, da otrok rabi moško vzgojno držo, očeta, ki ga bo v red spravil. Ojdipalni oče temeljni poraz naredi zagode svojemu sinu in to je prav. Zato mora žena spoštovati svojega moža. Tudi kadar nima prav, ga mora spoštovati, ne sme ga simbolno kastrirati, ker če ga ne bo spoštovala, če očetova beseda ne smeš, ne bo zalegla v kontekstu uboganja žene, potem, če ga žena ne bo spoštovala, potem ga tudi sin ne bo spoštoval. Hčerka ne bo znala najti pravega oplojevalca, če bo že mama zjebala avtoriteto njenega svojega moža, njenega očeta. Zato, če imate neprave moške, beta, gama moške, nega sesuvati še bolj pred očmi svojih otrok. Vi morate zaradi tega, ker delate uslugo svojim otrokom, stopiti na stran svojega moža pa reči, oči ima prav, oči ta posluš. Na samem mu pa povejte, ampak ne tako, da mu ga odrežete kurca z jajci vred, ampak poslušti. Takole pa takole, jaz mislim, da je prav, on pa še kar trdi, ja, pa mu pa zvečer ne dat. Ko bo moja, boš pa dobil tele joške. Boš mi pa zadovoljeval željo. In na tak način morate vi izboriti iz beta samca, ker alfa samec bo vedel, kaj in kako. Iz beta gama samca morate vi izvabiti nekaj, kar je dobro za vaše otroke. Se pravi, njegova drža ne sme biti kastrirana, ne smete ga pred očmi svojih otrok kastrirati, ampak mu morate dati prav, na samem mu morate pa to nekako dopovedati. Najlažje, normalne ženske to znajo, če skozi seksualnostjo, tudi skozi nemočnostjo, tudi s pomočjo kakšne solze, poskušate doseči, da se uveljavi nekaj, kar mislite, da je prav. Čeprav ženska je v moralnem smislu kontaminirana s tistim svojim sočutjem. Sam, če vi nimate alfa samca, potem tudi žensko moralno razsojanje, pa ženske odločitve so bolj primerne za družino, ker je alfa samec, ampak ne on blefer na sivem ostru, ki misli, da je alfa samec. Če ta prav dec, tudi če je kmet, ne rabi biti doktor nečesa ali pa direktor. Jaz se ponovadi še manj, rekel, moralno pravi. Lahko je čisto običajen kmet, čisto običajen delavc, ampak ker je doživel pravilen poraz v svoji ojdipalni fazi strani svojega očeta, ima občutek, katere poteze mora v družini vleči, jih ima zbrihtane, je normalen v tem smislu. Zato ženske morate imeti feeling, kdaj morate moža poslušati brezpogojno, kdaj mu morate oporekati pa na kakšen način. In zdaj, če ste imeli ženske dober odnos s svojim očetom, boste znali speljati to akcijo, spremeniti
neko odločitev svojemu možu. Boste znali, če je vaš oče bil ta prav. Če bi pa oče kreten, pa ste pa brez moči, ker ste že kretena si izbrali, ali pa lahko, da ste si pa izbrali pa normalnega moža. Ne? Zdaj, če ste vi lepi ko liter, bi rekli pijančki, ne? Če ste zelo lepi, se bojo tam neki moški zakadili, ko svinja v buče, v vašo lepoto. Moški smo začarali žensko lepoto, zato ker smo tisto lepo mamico nekoč imeli, bili je deležni. Ne? In zdaj, če ste vi lepi, potem bo teh fehterjev kot reka. En bo bolj predrzen, ponovadi so bolj predrzni, ravno ne pravi moški. Se pravi, oni, ki nima srama, ker nima nadjaza. On se tudi napiti se mu ni treba. Sramežljivi pravi moški pa tam proba zaleti jemlje, tofti jo drug nažge. In rata noseča, ali pa jo začara. Ne, ženska je zelo začarana, če je tam en, rekel moški, če je dober nažge. Se hitro zaljubi. Ampak ženske, ki imajo pa normalne očete, ima pa feeling, ta bo pa dober očka mojim otrokom. S tem se bo pa dalo zastaviti družino. In tiste ženske, ki ste imeli to srečo, da bi oče ta prav prisoten, ki vas je obravnaval kot princesko, boste imeli feeling, kater tip je zaužent, s katerim se da imeti otroko in družino. Ker boste sklepali pravilno. Ne da pol sem mislil, da bo dober, zdaj me pa ne mara, zdaj me pa skozi vara. Vse to varanje se zgodi, se zgodi, ampak zatvaranje se ne sme iti na raz. Ženska, recimo, če je sugestibilna, se ji hitro zalomi. Če tam pride nek alfa samec, če ji fino poje na dušo, zdaj moža se je malo naveličala, to ne v pozabo, kar se tiče emšo, pol se tam lahko, če ne bo noben vedel, se mu hitro preda. Pa če je malo omamljena, če alkoholizirana, to se hitro žensko da na hrbet spraviti ali pa na kolena. Moški ima pa večje probleme. Moralno razsodni moški ne bo kar tako varal. Če pa že bo varal, mislim, se tudi zgodi, tale veseli december, tam tisti doping, te napadalke, ti joške dajo kje v roke, gotov si. In tudi, če imaš močno moralno razsodnost, je vprašanje, če se boš obvaroval tega heroina. Dati si, kaj vem, pri 40-50 letih eno napadalko, seks bombo, ki je užilo, heroin užilo, da se dol daš s 25-letnico pri 50 letih, imam ogromno takih primerov, pridejo k meni pa jokajo, sem zaljubljen. Ne, daj ste si heroin užilo, z dobro mrho ste se dol dali, zdaj pa ne moreš ven z glave dati količino užitka, kak si jo dobil v enem adrenalinskem seksu. Tam imaš pa tisti sivo poprečen seks, tisto vele joške, nedepilirana je, vsa zgubana, ne vem, ena in ista je skozi, niti ne pride. Jo imaš pa rad, ker ti je otroke rodila, pa ti si daš pa seks bombo not užilo. To ne moreš pozabiti. Zadnji sem namigval, pa že dolgo hočem to povedati. Moški, ki je zadet z dobrim seksom pri 40-50 letih z eno seks bombo, mislim, tako, ki jo v porničih gledaš, ta užitek ima veto, ta ti opere možgane, tudi če imaš močen nadjaz. Če ti hidravlika deluje, če se tam 1-2 ure s tako žensko ukvarjaš, ne moš to ven z glave dati. In užitek je večji, kot če bi 1 milijon evrov na loto dobil. 1 milijon evrov, wow! Za ono, za te pohotne strukture, je pa užitek v adrenalinskem seksu večji kot 1 milijon evrov. In to je največja jeba teh nepripravljenih stricev, ki se tam z nekimi tajnicami dol dajejo. Ona pa točno ve, kaj mora delati. Tudi ko zverina, pa spermo mora eksati. Pa reči še. In pa si ti zadet, zbegan, če še nimaš nadjaza, odipalnega, pa ženska točno ve, ne da se ti več seksati z mano. Eno sigurno imaš, pa v fitness hodiš, shujšil si, skozi tam nekje na kolesu, ne vem kaj, pozne ure domov hodiš, ama nimaš več red, nastane jeba, in normalne ženske imajo prav feeling,
te pogleda deca v oči, točno ve, kdaj jo vara. Ne? Pravi moški pa tudi signale spušča. Ne? Če jo vara, naknadno Nadja smo spusti kesanje. Se prav izda. Ne? Če se vam zgodi varanje, ne to razpravljati. Ne se izpovedati tem, ker izpustiš noter ženski, črva, ki gloda celo življenje, pol, ne, si me prevaral, ali pa obratno. Se zgodi neko varanje, ampak ni fajn to premljevati, pa se ločevati. Ne. Zdaj, pri tem seksu, recimo, na stara leta, po 40-50 letu, mislim, normalno se moški posveča, kaj vem, uživa, če se ženska z njim ukvarja. Če pa dobi mlado seks bombo, se pa on ukvarja z lepoto ženskega telesa. In to bi jaz odsvetoval, ker vam zjebe okus, ker vam kontaminira miselne procese. Ne morete normalni biti več, če se vam to zgodi. Treba takoj prekiniti, ne si dajati overdose vedno, ne? Ker postanete narkoman. Tem ženskam moraš pa nekaj dajati. Če nimaš denarja, kdor ne dela, naj si ga drka. Če nimaš denarja, tudi ženske ne moreš pogledati. Ne? In privilegij imajo tisti alfa samci, ki so brez denarja. Te točno ljubice si ne bojo privoščili, ker vejo. Ljubico imam lahko, samo če lahko, ne vem, bencin tankam v avto. Ali pa če gume lahko kupim. Če pa ti brez denarja, drki si ga še naprej. Ne? To so te modrosti, ki jih jaz na nekem odru poskušam v humorni obliki, razočarana gospodinja pri seksologu, na en všečen način podam, zdaj pa bolj tole predavam. Skratka, če se rezimejsko vprašam, kaj je pravi moški, pa kaj je normalna ženska, bi rekel, pravega moškega zaznamujejo osebnostne lastnosti, zanesljivost, pravičnost, odločnost, nezlomljivost, napadalnost, faličnost. Faličnost pomeni, da prave moške zanimajo možati poklici. Ne možeš ti biti tam, če si arhitekt, strokovnjak za dekoracijo. Dekoracija, to je stvar notranjih organov ženske, ki imajo notranje genitalije. Moški to nekaj dviguje v falično višavo, ne? Zida hiše, visoko, dimnik, ali pa ne vem, je šofer šleparja. Ne more biti ženska šofer šleparja, ne more biti ženska pilot Boeinga. Zato, ker če ima to afiniteto, se je zavidanje penisa, ki je temeljni ta atribut napačno razrešenega Oedipovega kompleksa pri ženski, se jih oenergeti. Zavidanje penisa, ki se zgodi vsaki deklici, se more transformirati, preleviti v željo po organu, ki njej na telesu manjka. Strogo teoretsko po Freudu si ženska ne želi moškega kar tako, ampak organ, ki njej na telesu manjka. To je epicenter ženske želje in slučajno, ker imamo to moški, pridemo zraven. Če se pa ta transformacija iz zavidanja penisa ne zgodi v željo po organu, ki njej na telesu manjka, se pa to zavidanje lahko prelevi v gnus. Določene ženske, to fafanje odpade. Sperma, to je kot kislina, kot strup. Simone de Beauvoir je rekla, da je to bacil. Feminilne ženske, to sedeči se sladoled. Odkje take razlike? V tej knjigi Prvi spol sem jaz zbral nekih 30 anketnih vprašalnikov, 25 vprašanj o kurcu, 25 močnih, težkih vprašanj. In potem vi vidite, kako se nekaterim obnaša ta želja, na kaj jih asocira sperma, kako strastno hrepeneče si želijo organ, ki njej na telesu manjka, enim se pa to gnusi kot drek. Od kje razlike? Iz očeta.
odnosa do očeta v oidipalni fazi. Vse ženske brez očetov lahko razvijo neko nimfomanijo, ker to hrepeni po očetu. Ampak če pa ni očeta, potem se pa miselni sistemi deklici ne obnašajo tako, kot se bi morali, zato da normalno seksualnost zapelje v obdobju pohote. Če ni očeta, je v seksualnosti vse narobe. V skrajnem primeru pride do motnje spolne identitete in potem ženska popolnoma napačno razreši Oedipov kompleks in postane lezbika. Freud je o tem govoril. Zavidanje penisa se prelevi v gnus. To lezbike, to ga vid organ, to slepi. Usta ga se raje ubije. Feminilne ženske pa brez tega živeti ne more, zato ker so miselni sistemi, ki jih je deklica mislila v odraščanju, v oedipalni fazi, so bili natančno takšni, če ni kakšne intervencije, kakšne spolne zlorabe. Normalna deklica s pravim odnosom s svojim očetom ima miselne sisteme take, da se v odraslosti te miselni sistemi simbolno vrnejo. V obliki želje po otroku, ženske brez očetov si otroka niti ne želi. Latoja fotra ni poznala, to je porno zvezda takoj. Ženske brez očetov imajo tudi probleme z orgazmom, saj so lahko tudi multiorgazmičarke, glih v kontrasmer, v 1 uri 10 orgazmov, ampak načeloma tisti oče v dekličenem oedipalnem obdobju žensko ustoliči v normalnost. Ampak mora biti dovolj dober. Dovolj dober pomeni, da je prav do svoje žene in da svojo hčerko obravnava kot princesko. In ne, ljuba moja hčerka, bodi moj sin, nosi mi medalje. Pa nastane Venus Williams, pa Serena Williams, pa Janica Kostelić, pa tako naprej. Ker se očetje kurčijo s svojimi hčerkami in izmaliči percepcijo normalnosti v ženski. Diktat genitalij je pač tak, da ženska hoče biti lepa. Če nimam lulčka, sem pa toliko lepša. In to ni konstrukt mačistične ideologije, kot trdijo feministke, ampak je to učinek mislenja anatomije genitalij. Nimam lulčka, ki je ona soočena s sosedom in dečkom, ki stoje lula, ali pa vid lulčka tam nekje, ponesrečeno ga vid, slučajno ga vid. Golota, ne kazati, očetje, ne svojih lulčkov kazati vsak dan tam v kopalnici svojih hčerki. In boste zabrazgotinili celo seksualnost. Pa najlon plaže. Golota, otroci svet na najlon plažo. Ampak to mislenje, če je ta pravo, žensko ustoliči v normalnost. Glede na to, da sem bil jaz tam malo, kako naj rečem, zadržan, ker sem moral tale Facebook, jaz zdaj ne vem, če mi ta Facebook dela, jaz bom še enkrat pogledal, če mi tole dela. Vlada Kožar, ne mi zdaj ga srat. Slika bo čudna, ker imam okoli obrnjen telefon, ampak upam, da vse deluje in Facebook Live, da je in Zoom konferenca. Zdaj bi pa v tej Zoom konferenci dal možnost vam, da mi malo porekate, ne vem, možnost je roko dvigant, lahko kaj napisati, zdaj ne vem, če mi že kdo pišete, ker nekateri ste mi pisali, bom zdaj najprej odgovoril na ena vprašanja, ste mi pisali, ker se nočete izpostaviti, ker imate neko identiteto in nočete zdaj izpostaviti, da ste, ne vem, stari blizu 40, beta samca ste napodili in zdaj iščete alfa samca za družino. Ne se heca, kje ga boste dobili? Velika verjetnost je, da ga ne dobite. Vi imate prtljago, otroka, dobro izgledate. Ja, mladi fukači se zanimajo za vas. Zato, ker stare ženske so dobro dol daje. One mlade je še malo sram. Ga sramežljivo fafa. Te blizu 40 let to že vse skozi dala. In potem se žgejo tako, da glava peče. Ampak moški išče samo dobro seksuljo, dobro fukačico, ne pa žene.
Mislim, če že imaš ti na pragu 40 otroka, mislim, dobiš ločenca, zdaj, da bi skrb živela. Jaz vam moram reči, da se med sabo pari, ki niste starši, istim otrokom, ne morete ljubiti na tak način, kot se lahko ljubi ženska z oplojevalcem svojim. Ali pa moški z materjo svojih otrok. Jo imaš red. Ne moreš pa naknadno neko žensko, ki ti ni rodila otrok, imeti strašansko rad. Pohod imaš, žgeta se kozajca 3 mesece, 3krat na dan. Sem to je pa to, pa se pa želja skrha. Mislim, ne moramo istega objekta želeti v nedogled. In če nismo starši istim otrokom, želja crkne po pol leta maksimalno, po 1 letu maksimalno. Prej pa, bi rekel, raj po 3 mesecih. Se naveličaš, seks je dober, boste imeli pa družinsko kosilo, boš njene mulce gledal, ne se hecat. In te ženske imajo to iluzijo, moški pa sam išče, kje bo kakšno nažgal. In velika verjetnost, da te ločenke ne boste dobile nekega moškega za skupno življenje, da se bo ta postarala. Vi ste se zmotili, ki ste se ločili. Pa paste, če dobite vi nekega jebača, pa če imate hčerko, paste na to hčerko. Očimi so največkrat tisti, ki spolno zlorabljajo svoje pastorke. In pa se šele začne ta prava jeba. Ali pa, da vi, če imate sina, pripeljete enega svojega jebača, sinu ga servirate, sin ga bi ubil, če ima kdo mojo mamico je oči, ne pa en naključni stric, nateguje mamo. Pa ta sin bo frustriran, to bo Viola ali pa Green Dragons postal. Ker mu mamo tam krade nekdo. Nacionalist bo, v Vardo gre lahko, v tem Šiškotu. Izločenih družin, če nek tujec mu krade mamico. Skratka, tele ločenke, dajte moške uporabljati za seks, ne pa računati, 10% možnosti pa je, da mogoče pa kdo imel pa neko žensko, da bi se postaral, da mu ena posrane gate pere, pa kuha, pa puca, pa se naveličaš, pa gre pa na razen pol leta mu nič ne ostane. Pa prav, smeno zdaj dubu, žgen 3 mesece. Že, pride pa ona nova žena, ki ni prva žena, od prve je ločen, ona prav, pa impotentnije. Ja, veš, da mu kuc štrajka, če se naveličil, če nimaš red. Ona je pa tudi že malo stara. Zdaj sem jaz to brez dlake na jeziku. Zdaj pa takole, če vdal kdo roko gor, bom jaz to tlele videl, se mi zdi. Chat imam, nimam ga chat še enkrat. Daj da vidim, kaj se mi zdaj tlele snemal sem. A sem se kaj zmotil na debilnih položajih, sem rekel, vodilnih položajih, če pa debilni položaj, je bil pa to Freudian slips. Čeprav sem slišal že večkrat, ker pa že dolgo berem ali poslušam, se mi vedno znova ta tema dotakne. Ja, ok, se vse dotakne. Vete, teh krutih resnic vi ne boste kjerkoli slišali. Meni ne pustijo predavati. Tele knjige ne smem nikjer promovirati. Mimo grede, ta teden, v okviru tega seminarja, tolo knjigo še imam, ona je razprodana. Zdaj ni več 20 €, vam jo dam v roku 2 dni za neverjetnih 15 €. Malo po znižani cen. Tle noter imate vse o feminizmu, pa o želji po kurcu, ženski želji. 100 strani razborljivega pohodnega branja. Knjiga se dobi na tem naslovu, kjer ste vi dobili tolo, geslo za to Zoom konferenco, ali pa pri meni, na moj e-mail ali pa na Zimske urice e-mail. Vam pošljemo po pošti, brez odkupnine, ne vem, kako bom to zrihtali, bomo že zrihtali. Tako da do konca tega tedna, se pravi do nedelje, če imate povpraševanje,
Knjiga je malo težka, no? Ampak tle noter so ene pomembne stvari, ki sem jih danes predaval, ki sem jih mogoče izpustil. Če imate možnost, bolj to temo obdeluje tale knjiga, ne? Ampak te po natis mogoče bomo kdaj šli. Drugače pa to v knjižnici dobite. Zimske urice, ja, se da to kupiti. Kako bo s predavanji naprej? Lejte, zdaj s Tonetom sva zakupila to Zoom aplikacijo za en mesec. Jaz moram reči, da se kar pripravljam za tele, samo malo. Jaz se kar pripravljam za tale predavanja in moram reči, lejte, po mojem videnju, malo sem tudi samoljuben, ne. To, kar ste v teh 4 konferencah slišali od mene, to je toliko močna stvar. Zdaj, tale zadnja konferenca, današnje predavanje, to sem jaz predaval pred 20 leti. Dobite na YouTubeu, ampak teorijo moralnega razsojanja, teorijo zarote, ali pa tole umetnost, ne, o tej umetnosti še veliko povedal, ne. To so zelo malo radikalne stvari, ampak na nek način epistemološko prelomne, odločilne stvari so. Ne. In vse to pač jaz snemam in dobite nekje za konzumacijo. Ampak kar tako predavati, jaz ne vem, ne da se mi, tele vas ni na telem Zoomu prav veliko, vse delam brezplačno, ideja pa je, da bi mogoče mi naredili nek vikend seminar, kjer bi bil 2-3 dni lahko z mano, sem jaz 24 ur na dan na voljo za pogovarjanje. Imamo bone, to bo mogoče Tone speljal nek vikend seminar nekje na Gorenjskem, ko pa vem, z neko kotizacijo, ker, glejte, danes se vsaka stvar nekako malo trži, bez sponzorja, da bi jaz imel, da bi kakšna država kaj dala, ne vem. Vodeb se piše, ne? To sem jaz najbolj sovražen, kar jih je. Ne? Se mi zdi tale Facebook, to bojo še cenzurirali, kar ste danes slišali, ne? Ker je tam live Facebook, to bom cenzuriran. Je pa še ena stvar, ne? Ideja je, zelo mederalj smo že enkrat to probali, ampak zadeva se ni speljala tako, kot smo računali, ker ni bila gledališka igra. Vi veste, da imam hit Razočarana gospodinja pri seksologu. Ampak zdaj mi ne moramo v te dvorane jeti, ker je COVID, lahko bi šli pa v neke lokale in planiram nek pogovor na to temo kot danes, se pravi seksualno temo, odnosi med spoloma, pravi moški, normalne ženske, seksualnost, ne, tukaj o seksu pač psihoanaliza je teorija ženske želje. What does woman want? Ne? To bi mi naredili v nekem gledališki obliki, s tem, da bi tam imel neko FDV-jevko, ki bi me intervjujala kot Sigmana Freudeba. Kot Sigmund Freudeb bi se pustil intervjujati s tem, da bi scenarij napisal. Ne? In zdaj bo, ideja je, da naredimo neko audicijo, neka razposajena, kaj vem, bi rekel, dobra mrha, se malo scenarija nauči, malo improvizira, mene sprašuje, kaj vem, najbolj zagatne stvari v seksualnosti. Zdaj moram povedati, da najbolj diagnostično sredstvo pri profiliranju patologije je spolna fantazija. In meni morajo ženske, tudi moški, zaupati svojo spolno fantazijo, zato da vem, zakaj imajo določeno patologijo ali pa določene probleme. Fantazija je največje diagnostično sredstvo. In ogromno teh fantazij imam in ogromno lahko tega povem v simpatičnem intervjuju. In naredili bomo audicijo, neke dobre ženske, neki so dali zasluž, ampak to moramo pač narediti tržno zanimivo. Tako da se bom snimal še kak video, ne? Sam telefon mi jebe. Ne? Zoom konferenco pa ne vem, ker vas je malo premalo tukaj na Zoom konferenci. Zdaj bom pogledal, če je še kdo kaj napisal. Lep pozdrav. Da smo pogojeni z zgodnjo starostjo, ja, z otroštvom, ja. Večina teh pogojevanj se ne zavedamo itak. Otrok je oče odraslega človeka, bom rekel.
vendar ali obstaja kakšna druga razlaga za ta pogojevanja? Zavidanje lulčka. Ni nujno za zdrav razvoj deklice. Včasih se večina deklic zelo dolgo ni zavedala niti obstoja lulčka. Ja. Glejte, vse to, kar vi govorite, je legitimno. Zdaj, če boste feministično teorijo nagovorili s takim vprašanjem, Simone de Beauvoir je govorila o zavidanju penisa, hotela celega Freuda sesuvati, dan danes vi dobite videe, jaz sem jih par videl, kako deklica, ko prvič vidi lulčka, kako to reagira. In ko boste te videe videli, ali pa če ste vi soočeni s situacijami, ker deklica vidi lulčka, zdaj pri kom ga prvič vidi, je kaj pomembno, pa kje je te očetov lulček. Boste videli, da ta Freudov konstrukt teoretski ni zgolj konstrukt, ampak da je to dejstvo. Feministična teorija, ki je ideologija, bo to zanikala. Zanč preposlušam, zdaj, ko vozim s biciklom gor mrzlico, si dam noter predavanje in poslušam razna, tudi feministična predavanja. Beograjska, Sarajevska in zanč je nek moški, mislim, da v Beogradu, neko feministično združbo pa vprašal v smislu, kaj pa tole zavidanje penisa. Vsi so kovali Freuda v zvezde. Ja, Freud je rekel pa, da obstaja zavidanje penisa. Spiš ženskost iz leta 32-33, pete to brati, boste videli, na kak način deklica to zavida. To je legitimno. In tiste feministke, tukaj se pa Freud motil. Če greste naše, te psihoanalitičarke, ala Eva D. Bahovec, čas je bila dolar. Če greste njo to poslušati, to je Freud se je zmotil, to ni res. Ko bi jaz rekel tako, vulgarno, ko si ti kurat, zaš ti Freuda se suvala. Glejte, zaupajte mi, Freud je genij, imel je nekaj zdrsov, ampak zavidanje penisa ni zdrs. Ženske psihoanalitičarke so prišle, da moški zavida ženskam vagino. Ne, spoštovane ženske, deček ne ve za obstoj vagine, ne ve. Kljub temu, da moški smo obsedeni z nekimi žepi, jaz smo na hlačah, 6 žepov. Zakaj že? Ženska ima samo tiste pajkice, da se je ritka lepo vidi, nobenega žepa nima. Ona ima vagino sabo nos, torbico, simbol vagine. Tako da vse, kar Freudu očitajo, ne vse, ampak večino tega, kar Freudu očitajo, jaz sesujem, takoj. To, da oče terapira hčerko, Freud je Ano, svojo hčerko terapiral in sta tematizirala masturbacijo, to je pa absurd Freuda. Ne moš ti hčerke terapirati in ne moš njene masturbacije se z njo pogovarjati. Tabu, incesta velja tudi v pogovoru. Starši, otroci se ne morejo o seksu pogovarjati. Golota, nudizem, ne se hecati. Pa nimam časa danes o tem govoriti. Zdaj ne vem, če sem to malo povedal. Ego psihologi tudi bi rad sesuli Freuda. Pa kaj narobe se pa zgodi en fricl, ki svojo mamo spal do 15. leta, pa si ga drkal, Joška vam padla. Tam na Tajskem je pa kurbe samo mrliča mogla igrati, truplo, da je truplo porivo. Si rekel, vse narobe z mamo, odipalni del je bil sesud, nobenega Hitlerja ni. Pol psihologi obmoknejo, psihiatri pojma nimajo o tem. Ginekologi še manj. Psihoanaliza je tista, ki mora tematizirati seksualnost. Izključno psihoanaliza. Tam Alfred Kinsley, kaj je že bil, to je bil horuk seksolog, ta je z zaporniki delal, to so vse neki psihopati, seksualni manjaki. Samo da vidim, kaj tle piše. Kaj se zgodi z našo zavestjo, ko zavestimo stvari, o katerih ste govorili danes? Zajebanje. Pacienti, se pravi, ki imajo moteč simptom, potlačitev, ki jo morajo predelati, morajo priditi v jedro potlačitve, to predelati, vmes se zgodi nek fenomen transfer s terapeutom, ponavadi. Lahko se zgodi tudi to skozi katarzo, kar pomeni, da se
miselni sistemi zamislijo, kaj nam je bilo zdaj servirano in ko se zamisliš, wow! In pride do ene katarze, nekoč pred psihoanalizo je že bila katarzična metoda. In v tej katarzični metodi ni vedno transfer ključen. Lahko tudi človek sam pride do uvida v nezavedno jedro. Uvid v nezavedno jedro neke patologije pomeni, da se simptom umakne, zbledi. Če imamo neko psihično težavo, moramo do jedra, infantilnega jedra ali pa izrinjenega jedra, potlačenega jedra priti in ko spoznamo to jedro, simptom izgine in smo predrugačeni, da ne rečem pozdravljeni. To je smisel psihoterapije. Vendar, zdaj bom pa, če imate možnost, pejte moj video Ojdip v kolonu, ker jaz Ojdipa, Freudovega Ojdipa razlagam na en drug način. Namreč, zato da smo mi normalni, laiki, nevednežni, je nevednost blagoslov, kot bi rekel tale Cypher v Matriki. Nevednost je blagoslov. Mi moramo biti slepi, nevedni za resnico v nas samih. Dokler smo normalni, dokler je vse narobe, dokler je vse v redu z nami, mi ne smemo tematizirati naših nezavednih procesov. Ker če kaj tam začnemo brskati, odkrivamo, kaj vem, da bi, jaz sem zdaj neke nogometaše, zdaj, če bi normalen nogometaš spoznal, da v bistvu on hoče not ga dati, ko hoče gol dati, in če bi to suvereno zapopadil, da v resnici on tam nažigava drugemu plemenu babo, in če bi to suvereno spoznal, ne bi mogel več fuzbala špilati. Tukaj imam jaz problem, recimo tudi pri športnicah, enkrat so me klicali v en prvoligaški rokometni klub, sem jaz rekel, ne grem. Ker če bo punce začele poglobljeno razmišljati, bo videla, da v objemu zavidanja penisa se ona tam kurči brez kurca. V resnici bi pa ona raje striptiz plesala, ne pa da fotru nosi medalje. Nima sina in ona mora igrati rokomet. To se je že zgodilo. Nepripravljeni psihologi so neke alpske smučarke psihološko pripravljali in ko se je ta mala smučarka, ki je bila premalo agresivna, zazrla v svoje nezavedno, je rekla, jaz ne bom več smučala. Jaz bi rad frulice igrala, kožno flavto, kaj je že to, flavto, kožno, ja. Tako da, če smo mi normalni, približno normalni, se v naša nezavedna jedra ne smemo poglabljati. Moramo biti predpisano slepi, da lahko normalno živimo. Izjema smo mi psihoanalitiki, mi pa gledamo utilnik s trikom, ogledalo, aha. Ko si pa enkrat v psihoanalizi, pa ni pa ti nazaj, moraš pa vse vedeti. Laiki morate pa biti slepi za resnico v sebi. Tudi zavest ne sme vedeti, kaj nezavedno misli, da ste normalni, ker nezavedno tudi simbolno misli. Simbolni procesi so ključni za človeka. Realnost ta, ki jo mi doživljamo, je v bistvu simbolna, je zakodirana na podoben način kot sanje. Sanje, če hočemo razumeti, jih moramo prevediti. Mi moramo tudi vsakdanjo realnost prevediti. In če to prevedemo, smo šokirani. In zaradi tega šoka se pa ne da več živeti. Moramo čisto spremeniti življenje. In zato je treba biti predpisano slep. Amen. Ozavestimo kako stvar. Zdaj sem jaz tole, se mi zdi, da vse tole povedal. Jaz se še enkrat opravičujem, ker sem želel na Facebooku podariti posnetek, zamenil sem telefon, malo sem se zmedel, tukaj imam kopico nekih plonk ceglicev, zato da konsistentno predavam. Za sklep bi rekel, čakaj, ne broži pod reko, če ti ni treba, ja. Kdo to počne zato, da ve, kaj smrdi, čeprav še vedno smrdi. Nezavedno je ena kupica dreka, pustega primer. Bolj boste drek mešali, če ni z vami nič narobe, če pa imate en problem, nek simptom, če vam ne zlaufa seks, če imate probleme, vsak jih ima,
Ja, pol je pa treba drezati to nezavedno. Če ste pa približno normalni, pa pusti nezavedno primer. Ne diraj lava kot spava, ko spava. Skratka, moj napotek bi bil, spoštovane ženske, imejte nemočnost, ker zgolj nemočne ste magnet za moške. Določene ženske vse že imajo, samo deca nimajo. Pride v meni, joj, če bi tolo knjigo jaz prej prebrala, ne bi naredila ne doktorata, ne firme ne bi imela, ne bi bila ne direktorca, nič. Ker zdaj imam vse to, samo moškega nimam. Pa se tam naključno dajo na on portalu ali pa na Facebooku in pa se malo spoznajo, kdo je kdo, tam en kmet ali pa en delavec običajen, pa neka direktorca. In pa ona direktorca pove, da je direktorca, on zaključi takoj zgodbo, ker ga simbolno kastrira. To ni retorična fraza, simbolna kastracija, ampak simbolna kastracija se zgodi v moškem nezavednem. Ženske blage veze nimate, kaj je to simbolna kastracija. Skratka, zdaj se mi zdi, da tole pa že toliko časa se mi tole gremo, da če ni več vprašanj, bi mi tole počasi zaključili. Rezime, če imate kako idejo, temo, pa če bi vendarle mi dali namig, da naj še kakšno predavanje speljem, sej snemu video bom že, ampak tole v živo po Facebooku tudi mogoče, ampak te Zoom konference, ko moraš edno Ljubljano tole malo koordinirati, ne vem, a se bomo šli ali ne, se ne bomo šli. Ne? Tako malo za hobi, to ni čist fajn. Je pa projekt, da bi imeli tele pogovore, malo na glumo narejene, se pravi, jaz videl tam Sigmund Freudep, ne Roman Vodep, ne Sigmund Freud, Sigmund Freudep, rabim pa neko FDV-jo, pa psihologinjo, ki bi me malo za vprašanje zasipala, jaz bi pa tam preudarno doživeto določene resnice sporočal. Ampak to bi delali malo za profit, ne, v teh težkih korona časih. Vidim, da se mi zahvaljujete za predavanje. Ja, jaz se opravičujem za tisti zdrs, ki smo ga imeli. Zdaj sploh ne vem, kaj sem snemal, ker imam okoli obrnjen telefon. Jaz upam, da je kaj posnet. Nisem mogel zdaj glih v kamere gledati. Skratka, smo pa na vezi. Kakšne ideje imate? Toneta, se pravi zimske urice, imate mene. Do nedelje neverjetnih 15 €. Če to uspete infiltrirati na FDV, ali pa na sociologijo kulture, to so ta jedra feministična, pa na fakulteta za socialno delo, pa smo kot družba zmagali. Če ne, smo pa v pizdi. Hvala. Hvala. Kaj še tole? Kdaj in kako razložiti otrokom, ko je prišel na svet? Joj, to sem govoril o teoriji zarote. Lagati ne smete. Ne? Ohlapno zgodbo jim poveste, zato da njegovo radovednost pomirite. Ker če ga fej zavajate, bo on sam stuhtu, da mu lažete. In bo on svojo teorijo, infantilne teorije, Freud je 2 spisa napisal o tem, 1907 pa 1908, o infantilnih seksualnih teorijah. Otrok ne sme biti preveč zaveden strani avtoritete. Če se to zgodi, potem imate zarotnike. Imate pa cepljenje je škodljivo, G5 smrtonosna tehnologija, 5G, chemtrails smrtonosni, ne. COVID je bil narejen načrtno, da zmanjša populacijo. Če vi otroka zavajate z določenimi resnicami, ok, mi ga zavajamo z dedkom Mrazom, tudi ni v redu. Tudi ni v redu, ker otrok ve, da ga lažete. In potem se zoperstavlja vsaki avtoriteti v odraslosti, mu eno resnico servira, on je kontra. Ne, COVID-19 to je skozi netopirje. Ne, to je bilo načrtno v laboratoriju, zato da se zniža populacija. Tak močen občutek dobi otrok, ki ga preveč flancate v povezavi z nekimi resnicami. Tako da jaz priporočam, ne iti v detajle, ne, ker lahko, če tam neki Hrvati so tam otrokam v enem 3. razredu enega dildota tam dali polmetrski posel udnu na vlaku. Kondom so gor dajali. Tiste punčke so to gledale. Pa so pa prikazovali, kako to paše med noge. To je zabrazgotinjena psiha, to je spolna zloraba.
v detajle ne jeti. To morate vi otrokom prijazno servirati, ne. Jaz ena novinarka enkrat rekla, jaz to svoje punc vse povem, meni ni nič sram, ko imam menstruacijo in pokažem, kje ven teče. Jaz sem rekel, spoštovana novinarka, njega sram, mene ni sram. Pa ni problem, da tebe sram, problem je otrok, ne more prebaviti tisto, kar vidi. Menstruacija punčka še ni zrela pri 4 letih, da ve, kaj je menstruacija. Pri 10 pa mora vedeti, zato ker bo pri 12 to dobila, da ne bo mislila, da bo umrla. Za kontracepcijo mora tudi zvedeti, pri 13 ali pa 12. Ne pa prezgodaj. Otrokom se pove osnovne resnice. Oči pa mami se imate rada, oči ima semenčice, mamica ima jajčice in potem tu v trebuščku rata dojenček. Če bo o tem spraševal, kako, ko boš dosti rada se imamo in sva skup stisnjena in potem se imamo toliko rada in skupaj spimo in potem nastane bratec, sestrica. Ne pa v detajle, ker otroku lahko prežgete glavo. In to lahko učinkuje kot spolna zloraba. Otroci načeloma so zadovoljni s približnim odgovorom. Vse potem mota sam, ampak ne pa v detajle, ker je to škodljivo. Ok. Everyone, tole sem vam še povedal. Zdaj pa že glih 1 uro skoraj, ne, bom pa res zaključil. Hvala. Ja, ok. Zdaj smo pa zaključili. Je tole tudi posnet. Če je še kakšna tema, ki bi jo radi, da jo obdelam, mi napišite na Facebook ali po e-mailu, pa mogoče, ko imel cajt, kak video posnel, ampak to 10 minut, ker zdaj ne vem, kako imam zabit telefon. Evo, zdaj pa zaključil tole recording, konc recordinga. Hop. Yes,